Sem Sara Svenšek, dijakinja Srednje prometne šole Maribor in obiskujem zaključni letnik. V 4. letniku se pri predmetu matematika posvečamo spoznavanju osnov statistike. Tako smo si pri predmetu izbrali temo, ki jo bomo statistično predelali. Tematika in tudi naslov moje seminarske naloge, ki sem si jo izbrala, se imenuje Trend porodov v Sloveniji za zadnjih 10 let. Pri izdelavi seminarske naloge sem uporabila že pridobljeno znanje iz statistike, ostale podatke pa sem raziskala po spletu. To tematiko sem si izbrala, ker me zanima, koliko otrok se rodi v 10-letnem obdobju in kako ta trend s časoma pada oziroma narašča. Tako sem v svoji seminarski nalogi preiskala in obdelala podatke rojstev, ki so bili zabeleženi v zadnjih 10 letih. V nalogi sem zbrala podatke rojstev od leta 2010 in do leta 2019, saj so ti najnatančnejši. Pri rojstvih se sem osredotočila na živorojene in umrle dojenčke, ter na stopnjo rodnosti v Sloveniji. Namen moje naloge je raziskati vse podatke glede rojstev v Sloveniji, ki so bili zabeleženi v letnem razponu od leta 2010 pa do leta 2019 in jih na koncu tudi med seboj primerjati. Cilj moje seminarske naloge je ugotoviti in razložiti, kako se je gibala rodnost otrok v zadnjih 10 letih. Statistične naloge sem se lotila postopoma, po določenih točkah oziroma po določenih korakih, saj so to glavne naloge statistike. Najprej sem skupaj zbrala vse podatke o pojavih oziroma rojstvih s spleta, jih nato uredila po različnih sklopih skupin, ter jih skupaj grupirala. Poskušala bom odkriti splošne zakonitosti na populaciji. Moji koraki so naslednji. Zbiranje podatkov. Urejanje in razvrščanje podatkov. Grafično prikazovanje podatkov. Povzemanje podatkov in sprejemanje zaključkov. Vse statistične tematike porazdelimo po določenih potrebnih pojmih: populacija, vzorec, statistična enota. Tako sem spodaj razložila pojme, ki se navajajo na mojo tematiko o trendih rodnosti pri nas. Populacija, novorojenčki vseh slovenskih porodnišnic. Vzorec, število rojenih za zadnjih 10 let. Statistična enota, eno rojstvo novorojenčka. Statistični znak spremenljivka, število rojstev iz leta v leto. Statistični parameter, srednja vrednost rojstev v določenem letu. Po spletu sem poiskala podatke rojstev v Sloveniji za zadnjih 10 let. Te podatke sem zbrala iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije, saj so ti najbolj natančni. Te podatke sem razdelila v 5 skupin. Prva povzema vso skupno rodnost otrok v Sloveniji, druga 2 sem razčlenila po rodnosti glede na spol, dečki, deklice, in nato še 4. skupino, ki povzema podatke mrtvo rojenih otrok takoj ob rojstvu. Za zadnjo skupino pa sem zbrala podatke o celotni stopnji rodnosti. Celotna stopnja rodnosti pa je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi, 15 do 49 let, v koledarskem letu. Pri izdelavi seminarske naloge sem pridobila kar nekaj novih informacij in znanj. Po zbranih podatkih sem opazila, da rodnost iz leta v leto v Sloveniji pada in da se je v teh letih rodilo več fantkov kot deklic. Zraven tega pa tudi, da se je v zadnjih 10 letih rodilo kar preko 200 tisoč novorojenčkov. Na leto povprečno zabeležimo 20 tisoč rojstev. Po svojih ugotovitvah pa sem spoznala tudi, da je nataliteta v Sloveniji vseeno višja od mortalitete, kar je tudi dober znak. Nisem pa pričakovala, da še vedno med porodu umre tako veliko število otrok, glede na to, da živimo v razvitem delu sveta. Izdelava seminarske naloge je bila po mojem mnenju zelo zanimiva, saj še takšne seminarske nisem oblikovala. Všeč mi je bilo to, da sem pri izdelavi uporabila še veliko drugih urejanj in oblikovanj v Wordovem programu, ter se z njimi še bolj naučila oblikovanja grafičnih in tabelnih prikazov.